Včasih dobimo od vas sporočilo, da zakaj kažemo poceni avte, če pa so brezvezni, dolgočasni, počasni, bedni, da najraje testiramo kakšne Ferrari ali pa Porsche, da to so pravi avti. No, pol pa v naslednji oddaji pokažemo kak hud avto in spet dobimo sporočilo, da zakaj kažemo te avte, če si jih pa itak skoraj noben Slovenc ne more privoščiti. Dajte mi rajš nekaj, kar si lahko privoščim s svojo povprečno slovensko plačo. Ja, nikoli prav. Ampak danes bomo stregel tistim drugim. Med 13 avti, ki jih imamo na našem velikem primerjalnem testu Prima, sem našel dva najcenejša, ki sta dejansko tudi najcenejša avta pri nas sploh. To sta Mitsubishi Space-Star in Dacia Sandero. V kategorijah cena in vzdrževanje sta se oba uvrstila najvišje in zanimivo, čeprav je Mitska cenejša, je Sandero dobil več točk, ker ima več asistenčnih sistemov in ker se je bolje odrezal pri stroških vzdrževanja v 5 letih, kolikor vedno vzamemo kot merilo. Točke v tej kategoriji dobimo tako, da najprej pregledamo, kakšne so cene avtomobilov. V salonih preverjamo tudi popuste, avtomobile sestavimo na vsaj zelo podobno raven opremljenosti in iz tega dobimo točke za ceno vozil. Potem naslednja stopnja so pa stroški vzdrževanja in zavarovanja. Torej, koliko stane servisiranje vozil in koliko stane njihovo zavarovanje, in sicer osnovno zavarovanje AO+, in pa kasko zavarovanje. In ko te številke dobimo, razdelimo točke med vozila. V tej kategoriji stroškovni izstopajo predvsem Francozi, torej Citroën C3, Peugeot 208 z nekaj višjim stroškom zavarovanja in servisiranja. Najdražja pa je Toyota Yaris. Mogoče malo po krivici sicer. Toyota Yaris smo pripisali močnejši motor, ki je bil razmeroma ugoden v primerjavi z litrskim, je pa po drugi strani dobila malo po glavi, ker močnejši motor ima 125 konjskih moči in pomeni dražje zavarovanje tudi. Po naših podatkih, zdaj po zadnji analizi, se dvigi cen med razredi novonabavnih vrednosti ali pa tudi po segmentih vozil značilno ne spreminjajo ali pa ne razlikujejo. Je pa nekje mediana, ki jo zaznamo, je 6%, povprečje pa 10% dvig. V prvem kvartalu letošnjega leta na prvi kvartal lanskega leta. Zavarovanje splošnega kaska, kot tudi potem zavarovanje delnih kask v kombinaciji, če govorimo pri ostalih vrstah vozil, torej ne pri osebnih vozilah, je direktno vezan na novonabavno vrednost vozila, torej 1:1, in ko se podraži, poveča novonabavna vrednost vozila, se tudi poveča avtomatično premija za enako stopnjo, kot je dvig NNV-ja. Podatke o novonabavni vrednosti vozila pa nam priskrbi naš partner Eurotax. Ja, pri nekaterih avtih nizka osnovna cena še ne odtehta vseh stroškov, ki nastanejo kasneje. Zato ni vedno enostavno izbrati zmagovalca, če samo odpremo cenik. Pa tudi sicer naša kolegica Urška podatke o cenah zbere v salonih, torej tam, kjer se dejansko oblikuje prava cena za vaš avto. Najprej so na nakupovanje v salonih vplivali malo krize s covidom. Potem so se zadeve spet malo umirile, pa ravno mogoče majčkeno spet stekle, pa so se pokazale potem zamude v proizvodnji, pa se že ni dalo več vse dobiti, zdaj so se pa zadeve stopnjevale. In lahko rečemo v bistvu, da imajo kupci verjetno več denarja, kot so ga kadarkoli imeli na razpolago za kupiti avtomobile, pa so hkrati veliko bolj omejeni s tem, kaj si lahko umislijo, kot so kadarkoli bili. Po eni strani govorimo o tem, da je zelo omejena zaloga, to se pravi vozil, ki so takoj ali pa v relativno kratkem roku dobavljivi. Po drugi strani pa kar nekaj v bistvu proizvajalcev oziroma znamk, kjer so omejili ponudbo v smislu tega, kaj sploh lahko vključuje paket opreme in katere opcije so dobavljive. Včasih je bilo pomembno, da so bili ti avtomobili okretni, varčni. Danes, ko so v bistvu že kar precej dragi, pa pričakujemo od njih tudi nekaj več. Torej, jaz pričakujem od teh avtomobilov, da so varni, da so varčni, da so udobni, tudi dovolj prostorni in zmogljivi. Predvsem bi rekel, da je to nek čim boljši paket. Da je to avto, ki je lahko tudi prvi v družini, ali pa kot drugi avto, da zadovolji skoraj da vse potrebe. Ker za 20 000 evrov danes moramo pričakovati veliko. Pri ceni sta navzdol izstopala Mitsubishi Space-Star in pa Dacia Sandero. Navzgor pa Opel Corsa in pa tudi francoski modeli.
No, če boste šli avto kupovati z Metrom, potem bo za vas najboljši Dacia Sandero. Pa verjemite, da še zdaleč ni slab avto. Je zelo prostoren, dovolj udoben, ne pelje se slabo, motor in menjalnik sta moderna. Če bi izbirali na podlagi vrednosti glede na ceno, bi bil kar daleč pred vsem.